tik pred poletjem vsekakor ni najbolj fajn obiskanost vadbe, torej to pomeni 2 do 3 mesece dela, ker pač anatomija telesa je takšna, da se enostavno v tem kratkem času ne da dosegati ciljev. Zato je potrebno, da se za telo nameni mnogo več časa, kot si mislimo. Kajti vsak dan mora biti na urniku neko dogajanje, neka aktivnost in seveda, kar je pa najpomembnejše, si mora vsak človek telovadbo oziroma skrb za svoje zdravje pač nameniti k temu, da mu to postane določena stalnica v življenju. Zmotno je prepričanje, da morajo ljudje telovaditi vsak dan, celo po več ur. Ni res. Dovolj je, da se vadba, seveda pravilno izvedena vadba, izvaja 3-krat na teden po 1 uro. Ljudje v fitness centrih dajo vse iz sebe, da mislijo, da jih mora telo dobesedno boleti, da jim mora mišica eksplodirati, da morajo dvigati najtežjo ročko. Spet narobe. S tem si delajo seveda nepopravljivo škodo. Kar se tiče izgube kilogramov, torej če ima oseba 10, 15, 20 kilogramov preveč, je seveda v prvi vrsti zelo pomembna prehrana. Kajti prehrana vsebuje 70% napredka k hujšanju oziroma zdravemu življenju. Le 30% pa pomaga pravilno vodena vadba. Kar se tiče hrane, je pomembno, da vnašamo v telo vse tiste sestavine, ki so pomembne za razvoj, rast mišic, organizma in tako dalje. To pomeni, da se vsemu, kar smo do sedaj jedli, se ne smemo odpovedati, ker pravzaprav potem nastane šok v telesu, šok v organizmu. To pa privede do hujših problemov. To pomeni, da če 1 mesec ali več, 2, 3, se krepko držite diete, pride do takšnega šokovnega stanja v organizmu, da dejansko pridobite še več kil nazaj. To je velik problem današnjih diet. In zato poudarjam, v telo vnašati hranila, živila, ki jih telo potrebuje. To vam pa telo pove samo. Seveda v omejenih količinah. Pred vsako vadbo je pomembno, da telo ustrezno ogreješ. To so te lahke vaje, s katerimi telo pripravimo na trening. Telo mora biti najprej pravilno natrenirano, torej, da so mišice aktivne, čvrste, šele potem lahko začnemo primerno razteževati mišice oziroma telo. Kar se tiče same vadbe, je prav tako zelo pomembno, da je vadba učinkovita, profesionalno vodena, da ne prihaja do poškodb, da se delajo vaje za vse mišične skupine, k temu pa seveda sledijo različni principi vadbe,
To je kondicijska vadba, vadba na moči. Tako, in s tem se potem tudi ustvari en celoten kompleks zdravega načina telovadbe in tudi življenja. Da je telo natrenirano, so zelo pozitivni učinki. Sprva se seveda pokaže v počutju. To pomeni, da se boljše počutimo, da imamo svežo glavo, več lahko razmišljamo, napredujemo, kar se tiče le tega psihološkega pogleda. Potem drugo kot je, se pozna v sami formi, lažje hodimo po stopnicah, lažje dvigujemo stvari, zdržimo večje razdalje. Tretje kot tretje, kar je to, da nam vsi lepo rečejo: "O, kako si lepa, kako si čvrsta." Ne? In to je tisti dober občutek vsega tega.